En lep dober večer, želim vsem vam, dragi gostje današnjega večera, iz Savinjske in pa iz Šaleške doline. Srčno pozdravljam vse predsednice in pa predsednike občinskih odborov Slovenske demokratske stranke. Pozdravljam tudi predsednice ženskih odborov in pa regijsko predsednico ženskega odbora Saša Regije. Pozdravljam regijskega predsednika in pa predsednika občinskega odbora Mozirja, našega Jožeta, ki je predvsem zaslužen za današnjo organizacijo te prireditve. Posebno čast mi je, da se nam je danes pridružil moj poslanski kolega Franci Rost. Pozdravljen. Dobar večer vse skupaj. Oproščeno, ker sem pozabila predstaviti posebej predsednico SDM Zgornjo-Savinjske doline oziroma Saša Regije in pa v posebno veselje in pa čast si pa štejemo Zgornjo-Savinjčani, da nas je danes obiskala sedanja evropska poslanka in pa kandidatka za evropske volitve, za evropsko poslanko v letošnjem letu, gospa Patricija Šulin. Lepo pozdravljena. S Patricijo moram reči, da se zelo dobro razumemo, prisrčna ženska, topla ženska, in naj se ti, Patricija, ob tej priložnosti tudi zahvalim za tvojo vedno veliko dobrosrčno pomoč, bom rekla, predvsem finančno pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih prirejamo v okviru ženskega odbora Slovenske demokratske stranke. Patricija, hvala lepa. Zdaj, poglejte, današnji dan je bil, bi rekla, kar zelo napet. Ko smo se s Patricijo pogovarjali, kako bi naj potekal, sem bila zelo vesela, ko je izrazila željo, da bi rada spoznala malo našo Zgornjo-Savinjsko dolino in pa naše Zgornjo-Savinjča. In tako smo zjutraj najprej obiskali župana občine Mozirje, gospoda Ivana Sokoveršnika, ki nas je zelo prijazno sprejel. Nato smo odšli do našega, bom rekla, simpatizerja, mizarja Janeza Kakerja iz Mozirja. Jani Kaker je znan kot mizar, ki predvsem izdeluje pohištvo za tujino. Od tam smo odšli na Ljubno, tam so nas zelo lepo sprejeli v, bom rekla, družinskem podjetju Richter, tu izdelujejo predvsem montažne in pa lesene varčne hiše. Od tam pa smo odšli, kar je meni v veliko veselje in pa verjamem, da bo tudi v tvojem srcu, Patricija, pustil močan pečat, obiskali smo sestre Klarise v Nazaretu. Lep sprejem, lepe misli, molitev, zapele so predvsem dosti pesem, ampak v srcu mi je pa najbolj ostala pesem Sloveneca. In kaj naj rečem za današnji večer, takle bom rekla, ni važno, kaj si ljudje mislijo o nas. Ni važno, kaj govorijo. Važno je, kako se počutijo, ko so z nami, ko so ob nami. In verjamem, da boste tak lep občutek danes odnesli in da boste rekli, prijetno se je družiti. Z vami, z nami, predvsem pa z našo tradicijo. Hvala lepa. Najlepša hvala, Nada, za tak prisrčen sprejem. Takole imamo naštudirano stvar. Najprej bom povedala par besed o Patriciji, jo predstavila. Potem imam zapisanih nekaj vprašanj, ki jih bom postavila, potem pa ste na vrsti vi. Jaz sem prepričana, da imate veliko vprašanj in da bodo vaša vprašanja tudi zelo na mestu in jih bo na njih Patricija zelo z veseljem odgovorila. Patricija Šulin, Primorka iz Nove Gorice, je bila v preteklih 5 letih uspešna poslanka SDS v Evropskem parlamentu.
Pri tem so ji prišle prav bogate izkušnje, politične izkušnje, ki jih je pridobivala najprej na lokalni ravni, bila je občinska svetnica mestne občine Nova Gorica, potem poslanka v državnem zboru, ima pa seveda tudi politične in poklicne izkušnje, saj odlično pozna področje javnih financ, še posebej davkov. Na letošnjih evropskih volitvah, kot rečeno, ponovno kandidira na skupni listi SDS-SLS pod zaporedno številko 3, saj želi ponuditi svoje bogate izkušnje in znanje pri soočanju z evropskimi izzivi. Teme, s katerimi se je v Evropskem parlamentu ukvarjala, so, kot bi bile pisane na kožo našim krajem. Turizem, evropska sredstva, promet. Bila je članica odbora za proračun, tudi njegova podpredsednica, članica delovne skupine ELS za pripravo dolgoročnega proračuna. 3-krat je bila povabljena, da zastopa Evropski parlament v pogajanjih s komisijo in svetom o letnem proračunu. Bila je tudi v odborih za proračunski nadzor, za promet, za turizem, v delegacijah za Latinsko Ameriko in Albanijo. Preveč časa bi porabili, da bi našteli vsa poročila, mnenja, poslanska vprašanja, ki jih je zastavila, vse njene aktivnosti. Naj naštejem nekaj teh. Sooblikovanje prihodnega Evropskega socialnega sklada plus in Evropskega globalizacijskega sklada, mnenja o financiranju razvojnega sodelovanja, o uporabi in učinkovitosti Evropskega globalizacijskega sklada in še. O proračunski zmogljivosti evroobmočja. Ena njenih prvih nalog kot poslanke pa je bilo vodenje postopka, v katerem je Slovenija konec leta 2014 dobila 18,4 milijone evrov pomoči iz solidarnostnega sklada zaradi žleda. Gospa Šolin, dobrodošli v Mozirju. Mozirje je eden najstarejših trgov na Štajerskem. In domačini, jaz sem doma 5 km od tod, v Letušu, domačini smo zelo ponosni na našo zgodovino, na našo kulturno dediščino. Kaj kulturna dediščina pomeni v Evropski uniji? Kako Evropska unija spoštuje našo kulturno dediščino? To nas skoraj malo skrbi. Hvala lepa za ta nagovor, tako Nadi Brinovšek kot tudi Alenki. Hvala za povabilo. Sem zelo počaščena, da sem lahko nocoj tukaj med vami. Dopoldan smo imeli delovni obisk nekaterih podjetij, županov, zelo lepe, uspešne zgodbe, tako da sem prijetno presenečena, koliko entuziazma je v posameznikih, ki so si upali koražno stopiti na samostojno podjetniško pot. Ste za vzgled Savinjčani marsikateremu predelu Slovenije, pa tudi marsikateremu Slovencu. Tudi vaši kraji so zelo lepo urejeni, obnovljeni, predvsem ta seveda star del mesta, ki ima na marsikaterem koncu Slovenije nekoliko drugačno sliko, vendar pri vas sem opazila zelo skrbno urejene domove, fasade, strehe. Tudi veliko kulturne dediščine je v teh koncih in tudi za to zelo skrbno, tudi nad njo zelo skrbno bdite. Tako da vse pohvale. Sicer pa kulturna dediščina tudi na evropski ravni zaseda med politikami zelo visoko mesto, kajti kulturna dediščina je priča o nas samih, o naših koreninah, o naši identiteti. Tako da vsaka država članica, vsak narod skrbno čuva svojo kulturno dediščino. Pomeni pa Evropska unija tudi, bom rekla, neko skrb za vse to in njen slogan Združeni v raznolikosti pomeni prav to. Prav je, da Slovenci skrbimo za svojo kulturno dediščino,
kajti v preteklih časih smo imeli mačehovski odnos do nje in marsikateri kulturni objekt je neslavno končal med ruševinami, čeprav bi lahko bil obnovljen, bi bil priča o življenju in delu naših prednikov in ne nazadnje bi lahko z njim seveda tudi turistično tržili, kar seveda počnete sedaj z objekti, ki ste jih uspeli rešiti, če temu tako rečem, in obnoviti. Danes sem se srečala tudi z dvema županoma, polna sta načrtov, zelo dobro poznata svoji občini, tako župan Mozirja kot župan Ljubno, ja, gospod se nam potem proti koncu pridružil. Predstavila sta, kaj bi bilo potrebno še postoriti v občinah, tako da sta to dva župana, pravzaprav dva skrbna gospodarja. Seveda nikoli ni tako vse urejeno, kot bi si želeli, da bi bilo, vendar se oba trudita skupaj z vami, da gresta obe občine oziroma vaši kraji, da gredo v to smer in tudi Savinjčani date veliko na kulturno dediščino. Prejšnje leto, torej leto 2018, je bilo tudi v Evropski uniji razglašeno za leto kulturne dediščine in je evropski proračun ponujal tudi sredstva za nekatere projekte prav na področju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. Najlepša hvala. V naših krajih je pomembna gospodarska panoga turizem. Kako pa Evropska unija gleda na turizem? Kaj se dogaja na področju turizma? Kaj si lahko obetamo v naših krajih od Evropske unije na področju turizma? Turizem predstavlja v državah članicah oziroma v Evropski uniji 30% bruto domačega proizvoda in približno toliko tudi v slovenskem bruto domačem proizvodu. Torej kar velik procent teh prihodkov pridobivamo skozi turizem, seveda posledično tudi taks, davščin in tako naprej, zaposlitev, da ne pozabimo. Veseli me, da se je marsikateri posameznik tudi na vašem koncu podal v te turistične vode. So pa seveda za to potrebna sredstva, ne samo strani države, da ti preskoči na pomoč, da ti ponudi roko, ampak tudi strani Evropske unije, kar je pa na veliko segmentih skozi proračun Evropske unije in iz drugih skladov, ki so na voljo, so ta sredstva na voljo seveda tudi za Slovenijo. Za pridobitev teh sredstev iz Evropske unije pa potrebujete zelo jasno vizijo, dober projekt, ki je ciljno naravnan, ki je tudi pomeni mogoče trajnostni projekt, kajti strmimo k trajnostnemu turizmu, inovativno naravnan, tudi digitalno, če želite, kajti smo v takih časih. In vkolikor Evropska komisija oceni, da so ti projekti dodana vrednost tako za državo kot tudi Evropsko unijo, na prvem mestu pa za sam kraj občino, potem se tudi evropska sredstva iz evropskega proračuna pridobijo. Hvala lepa. O sredstvih za kulturno dediščino in o turizmu ste že nekaj povedali. Kaj pa si lahko Slovenija obeta glede evropskih sredstev v prihodnje? Govorimo o večletnem finančnem okviru, najverjetneje torej govorimo o obdobju leta 2021-2027, to je prihodnja finančna perspektiva, v kateri Slovenija še vedno ostaja neto prejemnica evropskega denarja, to se pravi, da bo iz evropskega proračuna prejela bistveno več, kot bo vanj vplačala. Okrog večletnega finančnega okvira do leta 2027 pa poteka zelo veliko razprav, sploh v zadnjih 2 letih smo prav na odboru za proračun veliko energije, truda in strokovnosti vlagali, kako rešiti zagato, ki bo nastala, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije.
Kajti Velika Britanija je druga največja neta vplačnica v evropski proračun, tako da letno vplača dobrih 13 milijard evrov, ki bodo potem seveda v tem evropskem proračunu in posledično tudi večletnem finančnem okviru bo seveda tudi ta denar manjkal, tako da se bo najverjetneje prispevek držav članic iz sedanjega 1% bruto domačega proizvoda dvignil na 1,1 do mogoče 1,3%, kar bomo seveda morali uskladiti tudi z svetom Evropske unije. Sicer pa se ta finančna perspektiva zaključi leta 2020, ampak bomo najverjetneje o tem rekli še kaj v nadaljevanju. Za Slovenijo se ponuja tudi v sklopu evropskega proračuna, kot tudi vseh ostalih skladov, ki so na voljo, kar nekaj sredstev, vendar je potrebno, kot že rečeno, zanje zaprositi, tako kot velevajo to tudi pravila Evropske komisije, kajte v Bruslju ne gre nič po domače, tam veljajo stroga pravila, ki jih je potrebno upoštevati, sicer se do evropskih sredstev ne pride. Sicer pa imamo službe, ki se s tem ukvarjajo, kaj ne? Ja, tako je, prvenstveno za državo seveda skrbijo ministrstva, tukaj je potrebno pohvaliti zagotovo občine, ki ste predvsem v prejšnji finančni perspektivi, torej do leta 2014, zelo dobro počrpale sredstva, predvsem na področju kohezije in kmetijstva. To sta danes tudi oba župana povedala, da so te priložnosti bile dobrodošle za občine, ki niso tako velike, in so bila ta sredstva zelo dobrodošla, da so se izpeljali določeni projekti, denimo cestne povezave, potem čistilne naprave, vodovodi, kanalizacije, skratka potrebe, ki so bile v tem koncu na programu. Velja pa tukaj omeniti, da je Savinjska regija prejela, torej od začetka članstva Slovenije v Evropski uniji, torej od leta 2004 do leta 2018, je prejela kar 450 milijonov evrov za različne projekte, ki so jih koristili tudi vrtci, šole, podjetja, občine. V zadnjem času gre veliko sredstev iz Evropske unije v občine tudi za energetsko sanacijo stavb, tako šol kot zdravstvenih domov in drugih objektov. Odlično. Sem bila zadnjič, lani mislim, da sem bila na vašem pogovornem večeru v Šoštanju, in takrat me je presenetilo, ko smo se pogovarjali, da nekatere države so izključno samo vplačnice in nič ne črpajo. Mene je to zelo presenetilo. A je temu še vedno tako? Ja, tukaj je treba mogoče povedati še nekaj dodatnega. Take države, kot je Slovenija, ko smo neto prejemnice, torej ko dobivamo iz evropskega proračuna več, kot vam plačamo, je še 16. Vse ostale države članice pa so neto vplačnice, torej vplačajo več, kot iz tega proračuna dobijo. Vendar je potrebno povedati, da vse to skupaj predstavlja enotni evropski trg, kar 500 milijonov ljudi, in gre za prosti pretok ljudi, kapitala in blaga. Tako da, če vzameva največjo neto plačnico, to je Nemčijo, pa da povemo, da Slovenija letno vplača 500 milijonov evrov, je potrebno povedati, da Nemčija letno vplača 23 milijard evrov v evropski proračun in iz njega prejme manj kot vplača, vendar zaradi seveda vseh tržno-ekonomskih zakonitosti je Nemčija paradni konj in ponuja roko drugim državam, ki so šibkejše. Konkretno Slovenija je zelo gospodarsko vezana z izvozom na Nemčijo, Francijo in na druge seveda gospodarsko uspešne države. Je pa potrebno povedati še nekaj. Zelo se razveselimo, ko nekdo pove, da je Slovenija neto prejemnica evropskega denarja. Vendar upam, da vam je bilo v tem mojem nagovoru zdaj nekoliko bližje,
da vam je bila bližje misel, da bi bili bolj zadovoljni vsi skupaj, če bi bila Slovenija neto vplačnica v evropski proračun, torej da bi vplačala več, kot iz evropskega proračuna prejela, ne? Tako kot Nemčija, kajti to bi pomenilo dobro gospodarstvo, močno gospodarstvo, vlaganje v raziskave in razvoj, brezposelnost bi bila nizka in mi bi bili tisti, ki bi ponujali drugim državam te priložnosti za trgovanje z močnim gospodarstvom, ne? Do tega časa upam, da bomo prišli, veliko bo še potrebno postoriti, kot že rečeno, Slovenija ostaja vse do leta 2027 neto prejemnica evropskega denarja. Upajmo, da se bo tole uresničilo. Če se vrnemo nazaj v dolino, ena zelo močna gospodarska panoga pri nas je kmetijstvo. V smislu ohranjanja podeželja, ohranjanja okolja in kmetijstva je Slovenija rahlo specifična. Pri nas imamo majhne kmetije in populacija na kmetijah se stara. Kako Evropska unija rešuje take stvari, če jih rešuje, kako jih vidi, kako se trudi v to smer? Kaj si lahko Slovenija na področju kmetijstva od Evropske unije obeta? Evropska unija je od samega svojega nastanka naprej zelo skrbela za področje kmetijstva. In denimo od teh prvih začetkov Evropske unije je evropski proračun predstavljal sredstva za kmetijstvo skorajda v 70%. In je sedaj po skorajda 70 letih so ta sredstva padala, ne, ker je razvoj kmetijstva rastel, ne, in kmetijstvo evropsko ni več potrebovalo takšne finančne pomoči, tako da zdaj ta pomoč v višini nekje 26-28% evropskega proračuna. Vendar to ne pomeni, da je Evropska unija začela zanemarjati kmetijstvo, ne, daleč od tega, seveda spodbuja kmetovanje, zato je tudi, bom rekla, zmanjšala te kriterije, kdo je dobitnik, kdo lahko, bom rekla, je prejemnik sredstev iz evropskega proračuna, tako da ta skupna kmetijska politika v Evropi gre v smer spodbujanja malih kmetij. Kajti Slovenija je majhna država in tudi tista kmetija, ki je največja v Sloveniji, ne, v primerjavi z kmetijo v Franciji ali pa v Španiji, da ne govorimo o Ameriki, je to vseeno po hektaru majhna kmetija. In znotraj te naše države je kmetovanje, ne, na podeželju, ki je srce naše države zagotovo, je kmetovanje ena taka panoga, s katero si marsikdo, tudi če ne more preživeti, si pa nekoliko z kmetijstvom pomaga. Tako da Evropska unija preko seveda sredstev spodbuja te male kmetije, tudi prevzemniki kmetij, tisti, ki ste kmetijo prevzeli do 40. leta, ste bili do sedaj deležni teh subvencij, vendar smo se evropski poslanci zavzeli za to, da bi se ta starost mladega prevzemnika dvignila na starost 45 let, tako da bi več njih, ne, ki so že dopolnili 40 let, prevzeli kmetije. Je pa v Sloveniji pri nas še zmeraj tako, da ta oče, ta stari kmet, ne, trdo drži v rokah svojo kmetijo, tudi včasih za voljo ekonomskega statusa, kajti vemo, da to področje pokojninskega in socialnega zavarovanja za naše kmete v prejšnji ureditvi, v prejšnji državi ni bilo urejeno dovolj dobro oziroma je bilo mačehovsko urejeno, tako da imajo zdaj ti kmetje zelo mizerne penzije in to področje bo potrebno skozi seveda zakonodajo Državnega zbora, skozi proračun Republike Slovenije, tudi za ta segment ljudi, torej tudi za kmetovalce, ne, ki so že dosegli starostno upokojitev ali pa še čez in prejemajo bore malo iz tega naslova, poskrbeti, ne.
Sicer pa gre skupna kmetijska politika v Evropski uniji tudi v smer, da bi več žensk bilo nosilk kmetijske dejavnosti. Ta procent je sedaj nekje na 30%. Ja, 30% žensk v Evropski uniji je nosilk kmetijskih dejavnosti. Tako da gredo tudi spodbude v to smer. Seveda veliko sredstev in napora se vlaga v spodbujanje ekokmetij, v ozelenitev naše Evrope, našega podeželja. Tudi iz tega področja je na voljo kar nekaj sredstev, ampak mogoče o tem kasneje ali pa v razpravi, kolikor se vam porodi kakšno vprašanje, ki vas zanima. Koristi, ki jih imamo v Sloveniji od Evropske unije, pa niso povezane le z evropskimi sredstvi. Ja, tako je, drži. Čeprav sama sem bila vključena v odbor za proračun Evropske unije in sem vedno dejala, da je to v trenutni situaciji, v katerim smo, to eden pomembnejših odborov, kajti brez denarja se nobena politika, noben program ne more izvesti. Tako kot seveda tudi ne v državi. Zato smo bili zelo oblegani z sejami in tudi delo je bilo zahtevno in odgovorno. Je pa to, kar ste postavila kot trditev, seveda tudi dejstvo. Evropska unija je več kot denar. V Evropski uniji seveda tudi potovanja so sedaj bolj enostavna, kot so bila, kajti živimo v šengenskem območju, v glavnem se države članice, razen te, ki so se v teh zadnjih letih priključile Evropski uniji, da nimo Hrvaška še zmeraj ne ureja ta svoj šengenski status. Slovenija je to od vstopa, torej od 1. maja 2004, zelo hitro uredila, tako da smo v prvi Janševi vladi uredili tudi sprejem evra in smo stopili v evrsko območje, v decembru 2007 pa potem tudi v šengensko območje. Mladi, ki ste danes tukaj, nekaj vas je, zelo dobro poznate program Erasmus, Erasmus+, ki ponuja izmenjavo študija in delovnih praks v državah članicah. Program Erasmus Plus je za naslednjo finančno perspektivo, torej do leta 2027, ta sredstva, ki so sedaj na voljo, še potrojil nekako približno v teh številkah. To povečanje kar za trikrat, skoraj za trikrat pomeni tudi to, da bo sedaj še več mladih lahko odhajalo na izobraževanje v tujino. Kajti dokazano je, da mlad študent, ki opravi izmenjavo študija, delovno prakso in se potem vrne nazaj, pride z nekim takim širšim opusom znanj, izkušanj, razširijo se obzorja, kontakti. Taki študentje, ko končajo študij, so potem tudi lažje zaposljivi in velikokrat, ko odidejo v tujino, se naši slovenski študentje zelo potrudijo in so potem ob koncu študija povabljeni v take uspešne evropske firme in v njih dobijo tudi zaposlitev. Seveda po drugi strani to pomeni tudi beg možganov, vendar če se tak človek potem vrne domov, v domovino in nadaljuje tukaj kariero, prinese s seboj ta širši opus znanj in izkušanj. Je pa na državi seveda, da potem ustvari take pogoje, da se bodo ti naši mladi, uspešni ljudje vračali domov. Kajti sicer bodo ostali v tujini, še posebej, če si tam ustvarijo družino, je potem še toliko težje priti nazaj. Evropska unija pomeni tudi skupni trg 500 milijonov ljudi in tukaj imajo priložnost naša podjetja, podjetniki, da so konkurenčni. Za voljo tega skupnega trga so tudi proizvodi cenejši, kajti denimo znotraj Evropske unije tudi ni taks, ni carin in tako naprej, kar smo prej plačevali. Je pa zagotovo največja vrednota v Evropski uniji mir,
ki je zagotovljen vse od druge svetovne vojne naprej. Govorimo gledano širše na teh evropskih tleh. Sicer po svetu divjajo vojne, ampak ne v obliki svetovnih vojn, tako kot je bila prva in druga svetovna vojna. Tole pa, ta mir pa ni samoumeven, za njega se je potrebno boriti vsaki dan, opozarjati na to tudi naše mlade, kajti oni nimajo te izkušnje, bom rekla, kako zgleda denimo, ko potuješ čez 3 države in te na 3 mejah ustavijo ali pa še kje vmes, če smo prej potovali preko Evropske unije, tudi valuto, ki smo jo imeli prej, je bilo treba kar nekajkrat zamenjati v različne valute, tako da mladi vsega tega ne poznajo. Tudi so oddaljeni nekako od grozot vojn, že nismo, že naša generacija nekoliko oddaljena, pa vendarle je potrebno to, bom rekla, zadevo primerno umestiti tudi v šolske programe. Tukaj denimo ogromno vlogo opravijo tudi tiste srednje šole, ki so ambasadorke Evropskega parlamenta in so potem vključene v spoznavanje delovanja evropskih institucij. Če pa se dotakneva še domoljubja, ki mogoče ni vaše vprašanje bilo, bi tukaj dodala, da se domoljubje začne doma. Doma se začne vzgoja ljubezni do naše domovine, do naše države. Seveda te vzgoji doda pridih tudi šola kot institucija, vendar poudarjam, da smo starši tisti, ki vzgajamo otroke in ta občutek pripadnosti našemu narodu je potrebno zagotovo v prvi vrsti privzgojiti doma. Kaj ti pravijo, da je potrebno otroku dati krila, da poleti, vendar istočasno tudi korenine, da ve, kam se vrniti nazaj. Vse to je Evropska unija. V Evropskem parlamentu ste opozorili kar na nekaj situacij povezanih s slovenščino. Zadnja je ena od velikih pridobitev za Slovenijo in za slovenščino, pa nam lahko poveste še kaj o tem? Ja, mogoče še uvodoma povem, da je slovenščina v Evropskem parlamentu in tudi v evropskih institucijah eden izmed enakovrednih jezikov vsem ostalim 24 jezikovnim skupinam, ki so v Evropski uniji, tako da tudi mi poslanci na plenarnem zasedanju govorimo v slovenskem jeziku. Seveda na voljo imamo potem tolmačenja v druge jezike in tudi slovenščina je prevedena v druge jezike. To pa zato, da ohranjamo seveda naš jezik tudi na tem evropskem parketu. Seveda lahko spregovoriš tudi v drugem jeziku, vendar vseh 8 evropskih poslancev govori na plenarnem zasedanju v slovenščini, enako tudi na odborih, na sejah odborov, ki se odvijajo v Bruslju. Na hodnikih pa seveda pridejo v poštev predvsem angleščina, francoščina, nemščina, španščina, tudi italijanščina, te velike jezikovne skupine, seveda tudi po velikosti države, da se razumemo. Mogoče še preden konkretno odgovorim na tole, kar ste imela v mislih, moram povedati tudi z veseljem to, da uslužbenci evropskih institucij, tudi slovenski, imajo znotraj evropskih šol, torej osnovnih šol, možnost, da se otrok vključi v poučevanje slovenskega jezika oziroma imajo slovenščino, preprosto, tako kot pri nas. Vsaki dan po 1 uro. Lepo, ja, enako tudi Španci za španščino, Francozi za francoščino in zavedni Slovenci zagotovo otroka vpišejo tudi k uri slovenščine, kar seveda ni obvezno, vendar mislim, da ne poznam nikogar, ki ne bi svojega otroka upisal tudi k slovenščini. Tako, ja, kar se pa tiče seveda vašega vprašanja, naj povem, da
sem v tem zadnjem mesecu, ko smo bili še v Bruslju, opozorila Evropsko komisijo na to, da se v obvestilih za cestno-prometne prekrške, ki jih dobijo naši državljani, bodisi iz Italije ali pa iz Avstrije, uporablja samo italijanski oziroma nemški jezik. Direktiva Evropske unije iz leta 2015 pa določa, da mora prekrškovni organ poslati obvestilo tudi v jeziku države članice, iz katere prihaja prekršitelj. Name se je obrnilo kar nekaj Goričanov, ki so storili cestno-prometni prekršek onkraj meje, torej v Italiji, in so dobili obvestilo samo v italijanščini. Sicer tam obmejno se italijanščino obvlada, ampak kljub temu bi to obvestilo moralo priti poleg italijanščine, seveda, da se razumemo, tudi v slovenskem jeziku, tako na lokalni, kot na regionalni in državni ravni znotraj Italije. Podobno v Avstriji. Avstrijski prekrškovni organ bi našemu državljanu, ki stori prekršek v Avstriji, pa upam, da tega čim manj, da smo zgledni vozniki, da pošlje obvestilo poleg nemškega jezika tudi v slovenskem. Enako mora slovenski prekrškovni organ, ko Italijan stori prekršek pri nas, cestno-prometni prekršek, Italijanu poslati obvestilo v slovenščini in tudi v italijanščini. Kajti ta pravila so dvosmerna, ne grejo samo seveda nam na roko, ampak veljajo za vse države članice v Evropski uniji. Vkolikor bi se znašli v kakršnikoli zagati, ko gre za kršitev evropske zakonodaje in prejemate sankcije, se lahko o tem konzultirate brezplačno na portalu Moja Evropa na sveti. To je portal, na katerem delujejo pravniki, brezplačno, seveda do nasveta, da vas usmerijo, kam se lahko obrnete glede svojih pravic. Tako da vam ni takoj potrebno odteči k domačemu odvetniku, ampak mogoče že najdete na tem portalu brezplačno pomoč. Oni delujejo za vas brezplačno, seveda pa so za to namenjena določena sredstva, seveda za te portale. To pa ni edini portal, tako da ko vstopite na te evropske portale ali pa na konkretno Evropski parlament ali na Evropsko komisijo, dobite tam ogromno informacij. Vse so prevedene tudi v slovenščino. Mogoče še bi omenila tole, da sem na začetku mandata, kar mogoče ni tako zanimivo za vas, pa vendarle, mi, ki živimo ob meji z Italijo, so italijanske radijske frekvence tako močne, da so vdirale v naše frekvence, to se pravi, če si poslušal Radio Slovenija 1, se je vmes italijanska radijska postaja slišala. Za to zagato sem vedela, zato sem seveda tudi skupaj z ostalimi, bom rekla, obmejnimi občani smo sklenili, da o tem obvestim Evropsko komisijo in je potem Evropska komisija opozorila našo državo in seveda Slovenija mora potem v naslednjem koraku z diplomatskim pismom obvestiti o tem Italijo. Kajti po evropskih pogodbah bi italijanske frekvence ne smele biti močnejše od naših radijskih frekvenc, oziroma to velja za vse države članice, tudi naša ne sme biti močnejša kot ostale obmejne radijske frekvence. Mi na Primorskem imamo težave tudi z signali mobitela, ker nam se ob tem obmejnem pasu se potem te frekvence nekako vklapljajo, tudi če nismo še na italijanski strani, se nam vklapljajo italijanski signali. Vi teh problemov tukaj mislim, da nimate, ste še zmeraj toliko v osrčju Slovenije. Tako da ja, za slovenski jezik polagamo veliko skrb, tudi ga čuvamo, tudi zato govorimo v slovenskem jeziku, kajti denimo, ko spregovori Madžar, ga sama ne razumem, tudi ko spregovorim jaz, v slovenščini me drugi ne razumejo, tako da Evropska unija vse jezike držav članic obravnava popolnoma enako. In tudi slovenski evropski poslanec je v Evropskem parlamentu vreden toliko, kot je vreden nemški evropski poslanec ali pa francoski.
Seveda je potem naše delovanje odvisno od vsakega posameznika, koliko se angažira, koliko strokovnih izkušenj ima in tako naprej, vendar naš glas je vreden toliko, kolikor je vreden glas nemškega evropskega poslanca. Jaz mislim, da smo vsi izjemno hvaležni, da se poleg svojega okvirnega zanimanja, da se ukvarjate potem še s temi stvarmi, ki so za nas tudi zelo pomembne. Torej, da ne ostajate samo na področju financ, ampak da se ukvarjate tudi z jezikom in z ohranjanjem slovenščine. To je izredno pomembno. Jaz imam samo še eno vprašanje, potem pa bom k sodelovanju povabila vas. Moje vprašanje pa se nanaša na prihodnost. Za sedež v parlamentu na letošnjih volitvah kandidirate na skupni listi SDS-SLS in sicer pod številko 3. Zakaj si boste prizadevali v novem mandatu? Ja, kot veste, sem kandidatka Slovenske demokratske stranke na skupni listi. Lista nosi številko 9, sama pa sem pod številko 3. Tako da vsi tisti, ki mi želite nameniti preferenčni glas, se že sedaj toplo zahvaljujem za njega. Torej, obkrožiti morate številko 9, torej listo, in številko 3 pred mojim imenom. Toplo vas vabi tudi na evropske volitve, ki bodo 26. maja, to je nedelja. Vsi tisti, ki ne boste imeli časa v nedeljo, bodo potekale predčasne volitve, in sicer v torek, sredo in četrtek, torej 21., 22. in 23. maja, kjer na upravnih enotah, vi tukaj imate upravno enoto v Mozirju, boste lahko na te 3 dni že oddali svoj glas na te upravne enote, torej od 7. zjutraj do 7. zvečer in kot že rečeno, na nedeljo 26. maja, prav tako od 7. zjutraj do 7. zvečer. Na prejšnjih evropskih volitvah je bila v Sloveniji udeležba zelo nizka, in sicer samo 24–55%. Tako da se zdaj trudimo tudi z drugimi, da se ta procent udeležbe dvigne vsaj kaj čez 30%, kajti mislim, da je za nami bila na prejšnjih evropskih volitvah po udeležbi samo Češka pa Slovaška. Evropske volitve so zelo pomembne, smo neposredno izvoljeni, zastopamo vaše pravice, svoboščine, seveda interese tudi države na ravni Evropske unije. Glede prihodnosti pa bi mogoče strnila zadevo mogoče v 3 točke, jih je pa zagotovo ogromno področji, ki jih bo potrebno še urediti in postoriti, bi pa na prvo mesto dala varnost državljanov. Evropska unija mora bolje varovati svoje zunanje meje in si ne postavljati notranjih meja. Govorimo o tem, da je potrebno okrepiti tudi vse te službe in organe, ki seveda imajo pristojnosti za naše varovanje. Je pa Evropska unija v zadnjih letih na tem področju naredila zelo veliko, namenila tudi sredstva, tako da se je okrepila obmejna in obalna straža. Veliko sredstev je šlo tudi za Frontex, tako da so se seveda ti organi, pa tudi Europol, da so se tudi kadrovsko okrepili. Je pa seveda tudi na sami državi članici, da naredi, kar se da seveda na tem področju varnosti. Tukaj na drugem mestu je potrebno v sklopu varnosti nekako povezano v enem delu omeniti tudi ureditev migracij, kajti od leta 2015 je prišlo v Evropo kar dobršen del migrantov in beguncev iz teh severnoafriških držav, ker divjajo vojne, tako da je potrebno te zadeve urediti v skladu z zakonodajo. Zagotovo tisti, ki so ilegalno prestopili meje in nimajo pravice do azila, je potrebno seveda primeroma odposlati nazaj od tam, kjer so.
prišli. Na tretje mesto pa gotovo skrb za dvig gospodarstva, veliko več sredstev bo potrebno na ravni Evropske unije tudi doma vlagati v raziskave in razvoj, kajti to je seveda motor, gonilo evropskega gospodarstva. Dvig gospodarstva pomeni tudi več delovnih mest, posledično manj brezposelnosti, predvsem skrb za mlade, za njihova delovna mesta. Denimo kar 7 milijonov mladih je v Evropski uniji brezposelnih do 27 let. Tako da so zagotovo sredstva, ki se vlagajo na ta področja, pomenijo nekajkratno dodano vrednost, da mlade tudi zadržimo v državah članicah, tako da se vsi napori, ki so bili vloženi vanje in financiranje izobraževanja tudi nenazadnje, da ostanejo seveda doma. Nas čaka pa seveda tako na evropskem parketu, kot tudi doma še veliko dela. Da so to glavne tri točke, ki sem jih omenila, seveda v nadaljevanju, ko se bomo pogovarjali, pa bomo izpostavili še kakšno, ki vas bo zanimala, še kakšno področje. Prosim. Tako da kdor se bo okorajžil, ne? Nekdo mora začeti, potem bo pa že, a ne? Jaz bi vam postavil na konkretno vprašanje. SDS je član skupine EPP v Evropski skupnosti. Me pa res zanima, zakaj je dejansko tak odnos v tej skupini v Evropi do Orbana, ki vodi po mojem dobro politiko za svojo državo. A je tak negativen odnos med člani? To ne morem verjeti, da nima on za svojo politiko podpore med člani. Hvala lepa. Ja, še kakšno vprašanje bi potem združila odgovore? Moram zanima, prej sem tole predsednik občinskega odbora Ljubno. Zanima me predvsem glede pomoči kmetijstvu, ker ste prej omenili, da je namenjeno so sredstva za male kmetije. In me zanima, kakšne sredstva, kako so tu predvidene, kakšne sredstva so to. Drugo bi imel vprašanje glede Frontexa, ali bo zavarovanje mej, ker vemo, da ta islamizacija prihaja v Evropo, pa me zanima, kako bo se to branilo, te meje, ali bo posredoval Frontex, ali bomo kar naši organi to naredili. Toliko na kratko. Hvala. Ja, hvala. Zdaj že imamo vprašanja. Če začnem z gospodom, ki je prvi postavil vprašanje. Evropska ljudska stranka je največja stranka v Evropskem parlamentu, tako da nas je v tem trenutku 217 in jo sestavlja kar nekaj držav članic. Med njimi tudi Madžarska, ki je po delegaciji svojih poslancev v Evropski ljudski stranki, bom rekla, močna stranka, čeprav je Slovenija, glede na, bom rekla, število poslancev, se pravi 15 je bilo sedaj v Evropski ljudski stranki, mogoče po procentu, ne pa po številu, seveda smo še nekoliko boljši od Madžarske. V zvezi z Madžarsko in z predsednikom vlade Orbanom smo imeli na zadnji skupščini Evropske ljudske stranke tak poglobljen pogovor in tudi glasovanje okrog tega, ali naj se, če povem zdaj zelo po domače, sankcionira njegova takratna zadnja poteza, ko je plakatiral svojo državo z plakatom Junckerja in Šoroša. Gospod se je opravičil, tudi pojasnil, zakaj je to naredil, ni bilo mišljeno tako, kot so nekateri iz drugih držav to razumeli in je bilo seveda potem izglasovano, da se članstvo Fidesa v Evropski ljudski stranki zamrzne. Verjetno imate v misli zdaj tole zadnjo tezo špicen kandidata Manfreda Webra, ki je dejal, da ne potrebuje
podpore madžarskega dela EPP-ja. Zdaj, mogoče je to nekoliko pred volitvami bilo neka preuranjena poteza, tako da upam, da se bo to po volitvah primerova ponovno rešilo. Na situacijo na Madžarskem pa, tako kot na vsako drugo situacijo, gledajo iz različnih držav članic različno. Nekatere države in poslanci ga podpiramo, nekateri so mogoče do njegove politike nekoliko kritični. Seveda živimo v demokraciji, potrebno bo še število pogovorov, razgovorov, seveda tudi znotraj vodstva Evropske ljudske stranke. Kar se tiče Frontexa in njegovega uspešnega branjenja zunanjih mej, to že poteka. Zadeva je kadrovsko okrepljena, kot sem povedala. V tem kontekstu migracij, kar sem prejle izpustila, je potrebno omeniti tudi to, da gre v enem delu tudi za tihotapljenje z temi ljudmi, oziroma je šlo za tihotapljenje množično. Takrat tista leta, seveda se to še zmeraj v enem delu dogaja, čeprav se zdaj te migracije so presahlene, oziroma niso več tako množične, kot so bile leta 2015 in 2016 in so sedaj v padanju. Zagotovo pa bi morala naša država bolje braniti južno mejo, da bi ne prihajalo do teh situacij, v katere so se znašli tamkajšnji prebivalci, ki živijo ob južni meji. Zato sem tudi prejle povedala, da je zagotovo, vsaj zame osebno, na prvem mestu nadaljevanja pogleda v prihodnost Evropske unije zagotovo varovanje zunanjih meja. Kar se pa tiče kmetijske politike in bom rekla sredstev za male kmete, boste pa okrog tega podrobneje seznanjeni, če boste vstopili na portal Ministrstva za kmetijstvo in boste potem tam naleteli na vse te priložnosti, za katere se ponujajo sredstva, se bodo pa v naslednjem finančnem okviru, ki pa še ni sprejet v tem trenutku, se bodo ta sredstva še povečala, tako da bo potrebno na ta še dodatni plus denar še nekoliko počakati. Smo vam pa na voljo, če bi želeli kakšne podrobnejše informacije, da vas usmerimo z, bom rekla, temi novodobnimi orodji, da tudi samo vstopite na ta bruseljski prostor, ki je v slovenskem jeziku, da si tam poiščete vse, kar vas zanima. Je pa potrebno pri teh evropskih sredstvih poudariti tudi to, tudi kar se tiče kmetijstva, da mora država v svoje nacionalne programe umestiti vse te prioritete, kajti sicer zelo težko ali pa sploh ne more priti do evropskih sredstev. Tako da je ta zadnji nacionalni program, ki so ga sprejeli, zelo, zelo slab in Slovenija zamuja marsikatero priložnost, tudi v tejle finančni perspektivi, kajti do danes je počrpala v tejle finančni perspektivi, ki se konča leto 2020, samo 20% priložnosti, oziroma 20% sredstev je samo počrpala. Sicer se ta finančna perspektiva podaljša glede črpanja evropskih sredstev, mislim, da za 2 ali 3 leta, vendar je skoraj da nemogoče pričakovati, da bo država vsa ta sredstva počrpala v obdobju, ki je na voljo. In vkolikor se bo naša država tako obnašala, bomo kljub temu, da nismo še na ravni dovoljšne razvitosti, bomo brez tega postali neto vplačnica v evropski proračun. Kajti Bruselj si misli, zdaj govorim zelo po domače, tile še tega, kar jim ponujamo, ne počrpa, Torej ne rabijo. Ja, no, ni sicer tako, kot sem zdaj povedala, se zelo tako pogovarjamo, bom rekla, neposredno, ampak Bruselj ponuja, če to imenujemo Bruselj, tako v generalno zajetem slengu,
ogromno priložnosti, veliko skladov je na voljo za vse države članice, vendar, kot že povedano, če se v Bruselj ne pošlje dobrega projekta ali pa če se ga sploh ne pošlje, potem Bruselj denarja v Slovenijo zagotovo ne bo poslal in do tega denarja bodo prišli tisti, ki imajo dobro sestavljene projekte, ki imajo nek širši opus, tudi seveda vizije lastne države in seveda s tem posledično nastajajo taki tudi projekti. Še mogoče za zaključek tega odgovora in mnenj, ko so ti, bom rekla, ko so te točke v obravnavi na odboru za proračun, kjer sem tudi članica, je kar težko poslušati, da smo zmeraj med tistimi državami članicami, ki smo na repu teh držav slabega črpanja evropskih sredstev. Vendar, da ne bo vse tako črnogledo, kot sem dejala, je Savinjska regija v vseh teh letih članstva prejela kar 450 milijonov evrov. Tako da ste znali v tem koncu počrpati ta sredstva. Tako da nekoliko slabše jih črpa država, vendar, kot že rečeno, občine, tudi podjetniki, danes smo nekatere obiskali, pa tudi v prejšnjem tednu sem obiskala Posočje in Vipavsko dolino, je kar nekaj takih uspešnih zgodb, tudi na temle našem goriškem koncu, in so podjetja, ta predvsem inovativna seveda, prišla do veliko teh evropskih sredstev za svoj razvoj. Je pa potrebno povedati, da so to predvsem inovativna podjetja, ki vlagajo v raziskave in razvoj. Prosim, ja. Če se še rad enkrat oglasim. Jaz bi rada, Patricija, tule predvsem izjavila, da jaz bom obkrožila na teh evropskih volitvah 9, se pravi SDS in številko 3. In apeliram oziroma verjamem, da boste tudi, da bomo vsi to storili, predvsem po tem, kar nam je danes Patricija povedala. Kot drugo bi, ne zameriti, bi rada obvestila oziroma vas seznanila, da bo Slovenska demokratska stranka oziroma občinski odbor Zgornje Savinjskih občin bomo imeli v naslednji torek, sredo in četrtek stojnico tule pred upravnim centrom, kjer bomo nekako nagovarjali ljudi, ne gre tudi na predčasne volitve. Pomembno je, da se teh volitev v čim večjem številu seveda udeležimo. Imam pa dve vprašanje, Patricija, za tebe. Tvoje mnenje glede Brexita oziroma izstopa Združenih kraljestva iz EU. Kot drugo vprašanje pa mogoče tvoje skrite napovedi glede rezultatov teh volitev. Še nekaj sredstva. Zdaj vidim, da si finančnica, jaz sem mogoče toliko malo, ko vemo, to evropska sredstva črpanja slabo. V preteklosti vemo, da so bile občine zelo uspešne. Ko bi to bilo tako po tvoji oceni boljše, če bi bili kot regije razdeljene, ko bi to bil v plusu? Hvala za vsa tri vprašanja, zelo pomembna vprašanja. Če začnemo z Brexitom, nekaj smo že povedali, da je Združeno kraljestvo druga največja neto plačnica in bo sedaj ta denar v evropskem proračunu manjkal. Druga zadeva je to, da najverjetneje Velika Britanija odhaja na evropske volitve, čeprav želijo oditi iz Evropske unije, oziroma nisem več tako prepričana, da si želijo oditi iz Evropske unije. Kajti takrat, ko se je zgodil referendum, so predvsem mladi se zavedali, kaj se je zgodilo. Vendar to se je zgodilo zato, ker mladi niso odšli na volitve in so na ta referendum odšli predvsem starejši, ki se jih je pa nekaj zadnjih let oziroma kar mogoče desetletje bombardiralo strani britanske politike o negativnih novicah, fake newsih v zvezi z Evropsko unijo. Čeprav se razumemo, tudi Velika Britanija ima za voljo članstva ogromne prednosti. Tako da je treba tudi povedati, da Evropska ljudska stranka iz Velike Britanije nima nobenega poslanca. To pomeni, da vseh 67 poslancev, toliko mest ima seveda Združeno kraljestvo na voljo v Evropskem parlamentu, bo pripadalo
nekim drugim opcijam. Ne? Kar pomeni, da bo Evropska ljudska stranka, ki nekoliko ji pada priljubljenost, no pa upam, da bomo to uspeli nadoknaditi, da bo še v tem neugodnejšem položaju. Ne? Vkolikor bo seveda Združeno kraljestvo šlo iz Evropske unije, pomeni zelo veliko izgubo za njih samih, tudi za celotno Evropsko unijo. Je pa ta Brexit, ta referendum streznil druge države članice in njene državljane, da so videli, kaj se je zgodilo, kaj se lahko zgodi, kajti zavedati se treba, da bo med Združenim kraljestvom in Evropo ponovno potrebno hoditi čez mejo, torej kazati dokumente, carine bodo ponovno, takse, davščine, skratka, vrsto neugodnosti, tudi denimo za mlade, kar sem prejle govorila o Erasmusu, ti mladi ne bodo torej več imeli priložnosti priti do sredstva iz te proračunske postavke v evropskem proračunu, kar se tiče Erasmusa in tako naprej, da ne govorimo o drugih stvareh. Seveda bo en del trga ostal v sodelovanju, vendar je potrebno tukaj le še vse stvari dogovoriti in tudi ogromno finančnih posledic je, tako za Veliko Britanijo, ki je punt takrat tako padel, pa mislite še se ni pobral, kot druge njihove finančne zadeve so postale nekoliko manj ugodne, kot so bile prej. Evropske volitve in izid na njih, težko je to zmeraj napovedovati. Če si mislila za Slovenijo, jaz upam, da bomo ohranili razmerje, politično razmerje zdajšnje, ki je v kontekstu, da nas je 5 poslancev iz Slovenije vključenih v Evropsko ljudsko stranko. Kot veste, je ena poslanka priključena socialistom in demokratom, eden v stranko Zelenih, ta stranko je sedaj spustil, in en poslanec je bil v Aldeju na evropski ravni. Upam, da to razmerje ohranimo, da ne izgubimo nobeno mesto v Evropskem parlamentu v smislu poslanca, ki prihaja iz Slovenije. Zato tudi vsi ti trudi, da vas prosimo, da odidete na evropske volitve, seveda, ker vsak glasuje potem po lastni vesti. Kar se tiče regij, zelo pomembno vprašanje. V Sloveniji nimamo regij in tudi za voljo tega je to zelo velika cokla pri črpanju evropskih sredstev, oziroma še dodatna težava, ko želimo priti do evropskih sredstev, kajti denimo Italija, Hrvaška regija ima in potem se ta sredstva počrpajo lažje preko regij. Predvsem je to problem v Sloveniji, ker imamo nekatere občine, so zelo majhne in potem nimajo dovolj velikega lastnega proračuna, da bi tisti drugi del pokrile iz lastnega proračuna in zato potem težko pridejo do sredstev. Smo pa razdeljeni na vzhodno in zahodno regijo, kot veste. Vzhodna je nekoliko manj razvita, zato gre tja več sredstev kot v zahodno regijo. V naslednjem večletnem finančnem okviru bo Slovenija upravičena do približno istih sredstev, kot je bila upravičena v zdajšnji finančni perspektivi, ki se zaključi leta 2020, in sicer tam nekje 3,2 milijardi. Jaz upam, da bo ta sredstva bolje črpala, hitreje črpala, tako da bodo morali biti tudi naši poslanci v Državnem zboru budni nad tem programom nacionalnim, ki ga pripravi seveda Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z ministrstvi in da so vanje vključene tudi tiste točke oziroma tudi tisti programi, na katere seveda stavi tudi Evropska unija, kajti ti segmenti bodo dobivali tudi več priložnosti za evropska sredstva. Oprostite, da se še enkrat javim. Jaz imam drugo mnenje tudi, katerim pa vi niste rekli tem Bogu hop, da je problem pri koriščenju teh sredstev, ker so to kontrolirana sredstva in so veliko vezane na korupcijo, ker se ne more to, Zaradi tega pa to slabo črpamo pri teh projektih.
Zdaj, če je to eden glavnih vzrokov, bi težko sodila, zagotovo pa prihaja tudi pri teh sredstvih, ko se jih dobi, do koruptivnih dejanj, zagotovo, vendar nad tem bdijo nacionalni organi, torej naša policija, nacionalni preiskovalni organi in tako naprej. Ima pa v enem delu tudi, seveda, imajo tudi evropske institucije določeno pristojnosti, da potem kontrolirajo, ali so bila sredstva pravilno porabljena in za tiste projekte, za katere se je seveda tudi prejelo denar. Tukaj je mogoče potrebno povedati pri črpanju evropskih sredstev tudi eno veliko coklo, in sicer je to prevelika birokracija. V tem mandatu smo v Evropskem parlamentu to birokracijo zmanjšali, kajti med drugimi programskimi točkami tudi Evropske ljudske stranke je bila tudi debirokratizacija. Tako da smo zdaj ta pravila nekoliko posodobili, niso več tako stroga, jih ni več toliko. Seveda neka pravila zmeraj morajo obstajati. Vendar, ko jih je preveč, pomenijo seveda tudi oviro za tiste, ki želijo priti do evropskih sredstev. Žal je Slovenija ta bruseljska pravila, če temu tako rečemo, še nadgradila, ji ni bilo potrebno, zadeve je še zaostrila, tako da sedaj naši podjetniki in drugi deležniki pridejo še težje do evropskih sredstev in včasih je tega papirja toliko za pripraviti, povedo, da obupajo že kar na samem začetku. Tako da to se bo moralo tudi skozi državni zbor in skozi našo zakonodajo primeroma urediti. Sicer Slovenska demokratska stranka je to že večkrat predlagala, koalicija zato nima nekega velikega posluha, vendar podjetniki, tudi kmetje in ostali povedo, da je to zelo velika ovira pri črpanju evropskih sredstev. Najlepša hvala. Jože, lepo te prosim. Z velikim veseljem se zahvaljujem organizatorju današnje prireditve, predsedniku regijske koordinacije Jožetu Jelenu in predajam besedo, Jože. Ja, lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu, v imenu občinskega odbora Mozirje, katerega organizator je bil današnjega pogovornega evropskega večera. Hvala lepa voditeljici današnjega pogovora, predsednici ženskega odbora Savinjsko-Šaleške regijske koordinacije za čudovito vodenje. Še posebej bi se rad zahvalil gospe Patriciji. Nam je bilo lepo, da smo danes preživeli dan z vami. Bilo nam je v ponos, da smo vam prikazali Savinjsko dolino, Zgornjo Savinjsko dolino. Še posebej pa smo bili ponosni, da smo lahko vas predstavili našim županom, podjetnikom in vsem, ki so pač danes udeležili tega dogodka. Zdaj po tej končani prireditvi vas prosim, da še ostanemo tu. Tam smo pripravili manjšo pogostitev, imamo tudi kar nekaj propagandnega materijala, katerega boste lahko odnesli potem domov, ga dali svojim in tako nekako zaključimo današnji večer. Tule pa nekaj malega, neka dobrota, zaščitni znak Zgornje Savinjske doline. Mislim, da vam bo teh dneh prav prišlo. Hvala lepa, gospa Patricija. Organizacijo, za vse oglede, ki sem jih imela priložnost skupaj z vami izpeljati. Zmeraj sem mnenja, da domačin najbolje pozna svoj domači kraj in da bo zagotovo vedel pokazati tisti največji biser svojega kraja. Tudi ko me vprašajo, kaj je moja največja točka v tej kampanji, kaj je moja glavna točka v tej kampanji, odgovorim takole. Moja glavna točka v tej kampanji so stiki z ljudmi, tako takile, prisni, kot je tale nocojšnji. Kajti tile mediji, ki jih imamo v rokah, Facebook in Twitter, so seveda dobrodošlo orodje, vendar ne morejo nadomestiti pogleda v oči, ne morejo nadomestiti stisk rok. Tako da hvala tudi vsem vam, ki ste prišli, Alenki za odlično vodenje,
Ko sem pa danes vprašala, kaj je za Savinjsko, katera slaščica je najbolj značilna za Savinjsko, so mi povedali, da je to savinjski želodec in to slaščico sem danes tudi dobila. Hvala lepa še enkrat in vabljeni. Zelo smo bili počaščeni. V tem malem ozirju smo imeli danes 3 poslance med nami, 2 iz državnega zbora, evropsko poslanko. Jaz vas vse prav zelo lepo povabim 26. na volitve. Smo rekli številka 9, SDS. Jaz sama bom glasovala za 3, to bo moj preferenčni glas. In verjamem, da boste tudi vi se udeležili teh volitev, seveda volili po lastni vesti. Vsem želim lep večer, varno pot domov, ker vidim, da smo iz različnih koncev tlele Savinjske, Šaleške doma. Ja, varno vožnjo, srečno pot, pa najprej še pa tam. Hvala lepa.